Ladja italijanske mornarice, na krovu katere je 932 beguncev, ki so jih ob koncu minulega tedna rešili iz Sredozemskega morja, je danes prispela v italijansko pristaniško mesto Catania na Siciliji. Na ladji naj bi bili tudi 2 trupli. Na krovu so pretežno državljani Eritreje, med njimi številne ženske in otroci. V številnih pristaniščih Sicilije so za danes napovedane demonstracije različnih protirasističnih organizacij pod geslom Odprite pristanišča. Medtem je bil konvoj 3 plovil, vključno s humanitarno ladjo Aquarius, ki prevaža približno 600 migrantov, preusmerjen proti Španiji, potem ko so jim zavrnili vstop v italijanska pristanišča. Migrantska politika, ki jo je sprejela nova italijanska vlada, je poskrbela za besedno vojno s Francijo, ki je izpostavila napetosti v Evropski uniji glede neenotne migrantske politike. Zgodaj zjutraj je namreč italijansko zunanje ministrstvo na zagovor pozvalo francoskega veleposlanika, potem ko je predsednik Emmanuel Macron obtožil Italijo, da neutemeljeno zadržuje ladjo Aquarius, saj bi v skladu z mednarodnim pravom begunce morala sprejeti. Nogometni oboževalci iz celega sveta tik pred začetkom svetovnega nogometnega prvenstva v Rusiji množično prihajajo v Moskvo. Nogometni navdušenci iz vsega sveta, tudi iz oddaljenega Egipta in Peruja, ki so že včeraj peli in plesali na trgu Manšeja, ki leži točno nasproti moskovskega Kremlja. Navijači so se pomešali s turisti in prebivalci ter z njimi posneli ogromno spominskih fotografij. Za egiptovske in perujske navdušence je že biti del svetovnega prvenstva nekaj posebnega, saj je Egipt na uvrstitev nanj čakal že 28 let, Peru pa kar 36. Kolumbijski navijači so povedali, da so bili toplo dobrodošli, vendar pa so bili Rusi kot celota bolj zadržani, ko so prišli do svojih čustev, vendar so upali, da se bo nogometna vročica v naslednjih nekaj dneh povečala. V četrtek, 14. junija, se bo začela otvoritvena tekma med Rusijo in Savdsko Arabijo. Paleontologi Mehiškega puščavskega muzeja so odkrili ostanke še do zdaj neprepoznane vrste dinozavra, ki je pred 85 milijoni let prebival na obali severozahodne države Coahuila. Kaže, da gre za najstarejšo vrsto dinozavra, ki je prebivala na tem območju. Po več kot 8 letih raziskav so študije fosilnih ostankov pokazale, da gre za nov rod Nodosaurija. Glede na karakteristike fosilnih ostankov naj bi šlo za mladega dinozavra dolžine 3,5 metrov in teže okoli 500 kilogramov. Odrasli dinozaver je v dolžino meril skoraj 11,5 metrov. Novo vrsto dinozavra so poimenovali Acantolipan gonzalezi, saj akantos v grščini pomeni hrbtenico, lipan pa je dodatek v čast plemenu Apache, ki je bilo nekoč naseljeno na območju, kjer so paleontologi odkrili fosilne ostanke prej omenjenega dinozavra.